To se v tem trenutku selimo pred Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer se bo že čez nekaj trenutkov pričel posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja. In tam je tudi naša Maruša. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, živijo. Suzana, Igor, dobro jutro izpred Gospodarske zbornice, kjer se bo, kot sta omenila, čez nekaj trenutkov pričel posvet o prihodnosti višje šolskega izobraževanja. Z mano pa Miha Zrimšek, vodja razvoja. Živijo, dobro jutro, Miha. Dobro jutro in dobrodošli na nacionalnem posvetu o višjem strokovnem šolstvu. Mladi in zaposlitev, zdaj kako jih pripraviti na to? To je najbolj stresen dogodek, da bo čim lažji vstop na trg delovne sile. Kako jim lahko pri tem pomagamo? Tako, mi smo ravno v ta namen organiziramo tovrstne dogodke. Letošnje leto je Evropsko leto mladih. Poleg tega smo lansko leto praznovali 25-letnico višjih strokovnih šol. In kar je prednost našega študija na višjih strokovnih šolah, je ravno ta 40% praktičnega izobraževanja v podjetjih. S tem naši študenti že spoznajo podjetja, bodoče delodajalce in na ta način lažje premostijo ta odhod na trg delovne sile in pa v zaposlitev. Torej, govorimo o dvoletnem programu, po končani srednji šoli. Višje šole so dvoletni program. Katere programe pa imate in za katere programe je največ zanimanja med mladimi? Tako je dveletni program, kot rečeno 40% praktičnega izobraževanja, kar nanese 800 ur pri delodajalcih. Imamo 35 študijskih programov, ki se izvajajo na 49 višjih strokovnih šolah v Sloveniji. Različni programi so od umetniških, poslovnih, tehničnih, biosfera. Največje povpraševanje je trenutno za tehnične programe, kar tudi delodajalci najbolj potrebujejo, iščejo, in pa seveda informatika, pa tudi naprimer balet. Zelo pestri in raznoliki so ti programi. Pa so širom Slovenije je možno obiskovati višje šole? Tako, mi imamo naše šole v vseh regijah po Sloveniji. Kako pa se v bistvu potem zaključi to višješolsko izobraževanje? Kakšen naziv dobijo študenti? Tako, to so naši študenti si diplomirani, so del terciarnega izobraževanja. Ni odveč omeni, da je skoraj 20% študentov, torej naših, del terciarnega izobraževanja. Torej, skupnost višjih strokovnih šol je za Univerzo v Ljubljani drugi največji izobraževalni zavod v Sloveniji. Zdaj pogosto zamenjujemo višje in visoke šole. Kakšna je zdaj tu razlika med samimi vsebinami, morda tudi med samim ciljem izobraževanj? Tako, absolutna prednost, še enkrat poudarimo, je teh 40% pri delodajalcih. Zaradi tega tudi imamo dobre povezave z delodajalci, zato danes organiziramo ta dogodek na Gospodarski zbornici Slovenije. To je ena enormna prednost, ki jo imajo radi tako delodajalci kot študenti, da spoznajo podjetja, spoznajo svoje bodoče delo, poklice, in mislim, da je to ta bistvena prednost, kar na visokih šolih ni pravilo. Torej, toliko prakse v podjetjih. Pri višjih šolah zdaj tudi v bistvu so zasebne in pa javne, še to je treba povedati, in pa lahko študiramo tudi izredno, se pravi ob delu, tudi to je opcija. Ja, to ste dobro izpostavili, namreč kar nekaj naših študentov, skoraj polovica je izrednih študentov. Torej gre za tudi starejše osebe, ki se odločijo že po dokončani morda visoki šolski izobrazbi še za vpis na višjo strokovno šolo, da pridobijo ravno ta praktična znanja in pa poveča zaposljivost. Namreč na srečo so naši diplomanti zelo zaposljivi. Se pravi, to je ključna prednost, sodelovanje z gospodarstvom. Absolutno, zato smo danes tudi tukaj. Najlepša hvala, Miha, in lep pozdrav izpred Gospodarske zbornice. Igor, Suzana, vračam vama besedo.